Slike, ki brezgotinam dajejo novo zgodbo, so del razstave Razkošje spominov, ki so jih iz osebnih občutenj ustvarili člani Društva distrofikov Slovenije, ki ustvarjajo v skupini Likovna snovanja pod mentorstvom Saše Strnad. Skupina deluje že 20 let, razstava ima 4 cikle. Prvi je Dotikanja, ki je bil tudi mednarodno priznan projekt kot primer dobre prakse med 16 državami in 24 primeri dobre prakse. In sicer je prikaz našega prstnega odtisa, ki je edinstven. Ni enakega na svetu. Prstni odtis smo odtisnili, ga povečali in v njemu, v teh linijah so našli ribe, vrtince, galaksije, 4-letne čase, tarče, srne, srce, vse. In s tem projektom smo hoteli pokazati, da se dotaknemo svojih mislih, svojih čutenj, svojih doživljanj in pa svoje ustvarjalne narave. V nadaljevanju je ciklus šepetanja. Kaj pa, če bi še mi malo te misli ujeli in zašepetali nekomu, ki bi pogledal naše likovno delo. In tako so v bistvu nastala sporočila ali pa zgradbe v oblikih črk ali pa neki potiski na oblekah, karkoli, ki so nehote prikrili neko misel ali pa v bistvu črko uporabili kot nek vzorec. Ko so zašepetali še na glas in malo drugače, zdaj počasi se mi razgaljamo, odkrivamo, gremo pa na ciklus čutenja. In to je pa ciklus likovnih del, ki je bil prvič zelo težak na samem začetku, kajti vsi razmišljamo o ženskem in moškem aktu na drugačne načine. Oni, ki pa so na nek način bodi si tudi telesno zaznamovani ali pa ranjeni z dolgotrajno boleznijo, je bilo težko kakšno stvar ponazoriti tako, kot morda vidijo vsi ti znani renesančni slikarji ali pa, bom rekla kasneje, tudi moderni slikarji. In smo se pogovarjali, da treba je v bistvu naslikati telo, ki ga čutiš, in morda temu delu, ki ima brazgotino življenja, dati novo zgodbo. V akvarelu, zanimivo, kako voda spira te rane, kako ta voda mehča te trde okvirje nekih življenjskih prelomnic, ki smo si jih zobjeli, pa nočemo spustiti z roka. Ja, voda je sprala bolečino in ostala je svetloba in to se mi zdi nekaj krasnega. V zadnjem ciklusu smo pa želeli pa tako narediti, da brišemo meje, kje se umetnost lahko pojavlja. In zato je nastal to ciklus povezovanja. Da vsak poriše svojo roko, pravo svojo roko na način, kar želi, da ta roka nosi, daje, vzame, podari, požgečka, poboža, ali pa deli. Vse več stalnih članov skupine Likovna snovanja je pri ustvarjanju uporabljalo različne tehnike, s katerimi so vsak na svoj način upodobili svoje zgodbe. Med njimi je tudi Nataša Bartol, ki kljub gibalnim omejitvam ob majhni pomoči lahko riše z roko. Rada ustvarjam akvarel, tudi akril, ampak akvarel mi je ljubši. Je pa res, da v bistvu pomembno je, kaj umetnost mi pomeni. Umetnost mi pomeni, da se lahko izražam, v bistvu, da ustvarjam, kreiram, ker v bistvu sama fizičnost me omejuje, s tem pa v bistvu čutim, da ni meja, da v bistvu, da je vse mogoče in pa v umetnosti se lahko prepustim, da ni nadzora, v bistvu se prepustiš, pa te sama slika vodi do končnega izdelka. In nad takim izdelkom si pol navdušen, ker vidiš v bistvu, kako sprot nastaja. Tako da zato moja dela niso čist taka
likovna kot izraz okolja, ampak so dosti tudi povezane z mano, z mojim čutenjem, z mojim razmišljanjem. Društvo distrofikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki deluje na področju celotne Slovenije. Trenutno ima preko 980 članov, ki imajo različne oblike mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. Skupina Likovna snovanja je le ena od njihovih programov, ki dokazujejo, da invalidnost ne pozna omejitev. Mi smo zelo hvaležni, da imamo to skupino, ker bogati našo raznolikost programov, posebnih socialnih programov. Poleg tega pa tudi na nek način pomagajo razbijati predstavo o tem, da distrofiki nič ne moremo. S tem izkazujemo, da smo lahko zelo aktivni, ne samo v vsakdanjem življenju, ampak tudi na umetniškem področju. Moramo se zavedati, da so kakšne stvari res težko fizično izvedljive, zato je potrebno še toliko več volje, da se človek pripravi do takega dela. Imamo po 4 aktivne razstave vedno, tako da se selimo po različnih krajih Slovenije. Nam je všeč, da smo tako v stiku z družbo, ker na razstavah se v bistvu tudi družimo z obiskovalcem, pogovarjamo in to je to, kar mi želimo družbi dodajati, da svet je lep. Razstava Razkošje spominov vas popelje skozi razkošno paleto čudovitih slik, ki kot bogato obloženi pladnji občutkov razkrivajo notranji svet ustvarjalcev.